Na znanje prisegamo, no kako do njega, pa je drugo vprašanje. Vse več družin meni, da bodo največ znanja ponudili otroku, če se bo izobraževal. Slovenska zakonodaja to namreč že vrsto let dovoljuje, šoloobvezni otroci pa se morajo izobraževati po enakem učnem načrtu kot v javnih šolah. Leta 2004, ko so se opogumili prvi starši, so se doma šolali samo 4 otroci. V letošnjem šolskem letu jih je že 124. Toda družinam, ki otroke šolajo doma, mnogi še vedno pripisujejo čudaštvo. V naslednji zgodbi bomo spoznali 2 družini, ki drugačno učno pot ubirata zelo premišljeno. Šolski zvezki, učbeniki, celo urnik na steni. A Rosana in Nitja Tobija ne gulita šolskih klopi tako kot večina otrok pri nas. Svoje znanje namesto za zidovi šole pridobivata doma, v družbi svojih staršev. 7-letna Rosana je ena izmed 10 učenk 2. razreda, ki nima sošolk niti učiteljice. Ima predane starše in, kot kaže, tudi znanje in domišljijo. V daljni deželi je živel medek sladkosmedek. Vedno je jedel listike, postal je tako debel, da je skoraj počil. Celi so vse njegove listike, dali so ga na antibiotike. Zelo lepo si to napisala, pa tudi skoraj nobene napake nisi naredila. Pa boš zdaj še kaj narisala? Razlogi, zakaj se starši odločijo, da bodo otroka šolali doma, so zelo različni. Od tega, da želijo otroku ponuditi varno okolje, kjer se bo učil spontano, z lastnim tempom, da želijo okrepiti družinske vezi, nekatere vodi tudi etično ali versko prepričanje. Vsi ti otroci pa imajo nekaj skupnega. Za povprečnega Slovenca je njihovo šolanje sila nenavadno. Ker je pač prihaja iz 2 kultur, v bistvu ona dvojezična, in zaradi tega je ona malo drugačna. To pač ona čuti. In zato tudi to, da ne hodi v šolo, da tudi to delamo drugače, ker že tako veliko stvari delamo drugače, v bistvu ona sploh tukaj ne sprašuje, a ne? Ali bi šla kdaj tudi v razred s sošolci? Ne, raje bi bila skozi doma, z mami. Rosanina starša, mama Slovenka in oče Nizozemac, sta sprva razmišljala o kakšni izmed alternativnih oblik šolanja. The amount of alternatives is quite limited here. In the end, my wife suggested that maybe homeschooling would be an option. My initial response was very skeptic. I did not like the idea at all. So I informed myself and I was very surprised with what I found. Tako kot za večino ljudi je bil prvi pomislek vprašanje, kako bo na otroka vplivalo pomanjkanje družbe vrstnikov. What convinced me most was the clear indication that homeschooled children develop good in a social, emotional way. This was something that I did not expect. Socializacija ni to, da ti otroka daš v skupino še 20 6-letnikov in potem pričakuješ, da se bo on socializiral. To ni socializacija. Zaradi, to je en del socializacije. To je en mali del socializacije. Otrok pa se mora socializirati v vseh življenjskih situacijah. Ne vem, ko gre v restauracijo, ko gre v gledališče, ko greš na izlete, ko greš na piknik. In tega se otrok ne bo naučil s drugimi 6-letniki. Ampak mora biti postavljen v vse te različne situacije. Mala Rosana pleše balet. 2-krat na teden poje v osnovnošolskem pevskem zborčku. A je s časoma vseeno začela spraševati, zakaj nima toliko prijateljev. Ona reka, mam jaz pogrešam, mam jaz to. Ima sicer 2 prijateljice, tukaj 2 sosedi, se krasno ujamejo drugače, ampak je pa tudi res za otroci. Te otroci so skozi ali v vrtcu ali v šoli. Rosanini starši so začutili hčerkine potrebe in na srečo našli sorodno družino, ki svoje otroke prav tako šola doma. Zdaj se 2-krat na teden učijo skupaj. 2-krat na teden gre pa k Nevi in Ani. Pa Maši, pa Ivanu. Ja, in kaj delate? Učimo se, pol se pa igramo. Šolanje na domu vsekakor zahteva predane starše, ki znajo prisluhniti otroku, poudarja Mateja.
če ti šolaš na domu, to pa treba povedati, ti moraš imeti neko zavezo, neko predanost temu. Ti tega ne moreš imeti tako, by the way, mimo grede. Ampak to je v bistvu neke vrste služba in zahteva v bistvu celega starša. V ZDA, kjer je šolanje doma najbolj razširjeno, se tako izobražuje 2 milijona otrok. Ponekod, naprimer v Nemčiji, pa take možnosti zakonodaja sploh ne dopušča. Pri nas je večina učiteljev do tega še vedno zadržana. Če niso starši usmerjeni v neko zelo organizirano delo, potem se lahko zgodi, da je učenje kampanjsko, da se nekaterih vsebin in ciljev učenci ne naučijo. Vzroka, zakaj otroka ne bi poslali v učilnico, staršem ni treba razkriti. Mora pa enkrat letno, kot pravi mali študent, opravljati izpite. Sprva le iz slovenščine in matematike, v zadnjih 3 razredih pa iz 9 predmetov. Demokratična družba mora dati možnost izbire. Zdaj v javnosti se pojavljajo pomisleki oziroma so tako, kot pač želimo vse stvari zbanalizirati. Ja, tem je pa lažje, ne. Oni imajo pa manj predmetov, oni pa na lažji način pridejo čez. Ne, tej se točno zavedajo, da ko bojo oni nadaljevali srednjo šolo, bojo mogli ravno tako imeti vse znanja. Tako odločno možnost šolanja doma podpirajo na šoli, kamor sta vpisana sinova družine Mihelič iz okolice Višnje Gore. Oni so izjemno veliko naredili za svoje otroke, s tem, ko so se odločili za izobraževanje na domu, so samostojni, se znajo sami učiti, imajo dobro znanje, so spoštljivi. Tej otroci so bolje socializirani kot marsikakšen otrok, ko se obdobje obiskuje osnovno šolo. Nitja Tobija Mihelič je že sedmošolec, a kot pravi, doslej sošolcev še ni pogrešal. Ko pride do kakšnega tazga težjega predmeta, potem si mislim, da bi bilo mogoče boljše, če bi imel enega, ki bi mi boljše razložil ta predmet. Njegovi starši so si predvsem želeli, da bi otroke vzgojili v dobre ljudi. Mi smo razmišljali na ta način, da je otrokom treba tudi dati nekaj, kar jim šola ne more nuditi. To je predvsem, da gradimo nek globlji značaj, nek globlji uvid na svet. Smo si želeli, da bi otroci se dvignili malo nad to potrošniško miselnost, ki prežema družbo. Blaž je prepričan, da je šolanje na domu tudi veliko prijaznejše in bolj pisano na kožo posameznemu otroku. Šolanje na domu pa ti omogoči, da točno tisto učiš in mu razlagaš, kar res ne razume, in utrjuješ tisto, kar mora utrjevati. Prav nič prijazno pa ni obdobje izpitov, ko morajo otroci v 2 mesecih dokazati vse svoje znanje. Starejši sin družine Mihelič je prav zaradi kopice izpitov pred 2 letoma prvič sedel v šolske klopi. Meni je bilo doma bolj zaradi tega, ker imel sem več prostega časa, pa nisem bil tako obremenjen, kakle v šoli imaš ful predmetov, res veliko imaš predmetov, pa tako kakšni te sploh ne zanimajo, sploh nisi za te predmete, pa mislim, doma mi je bilo tako, bolj sem se lahko tistim predmetom posvetil, ker sem jih bili bolj všeč. Sigurno bo, ona bo drugačna, ker je pač, ona bo drugače razmišljala, ne vem, bomo videli, kako bo to, ko bo odrasla, to saj nikoli ne vemo. Če na domu šolajoči se otroci izpitov ne opravijo, morajo v običajen razred. Tega, ali jim starši omogočijo druženje z vrstniki, tako kot Rosani in Nitju, pa ne preverja nihče. In čeprav večina staršev otrokom želi najboljše, šolanje na domu zagotovo ni primerno za vse. Res je, ampak za veliko večino otrok so vendarle dnevi preživeti v šolskih klopeh in sošolci zagotovo povezani z najlepšimi spomini. Prav pa je seveda, da lahko izbiramo. To je bil Tednik, hvala za pozornost in nasvidenje.